Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Klekljanje je v Sloveniji ena od najbolj razširjenih domačih obrti. Pred 9 leti razglašeno za živo mojstrovino državnega pomena, z 2 vpisoma v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Od leta 2018 je klekljanje, slovenske čipke, vpisano tudi na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Klekljanje je ročno izdelovanje čipk s križanjem, sukanjem, prepletanjem niti, navitih na kleklje. Ime slovenska čipka se je uveljavilo med svetovnima vojnama na ozemlju Slovenije. Med priznanimi ustvarjalkami čipk je tudi Afrodita Heber-Kljun, ki deluje tudi v Združenju slovenskih klekljaric. Kaj pa vi ustvarite s čipko? Je kontinuiteta, je ves čas z vami v celotnem tem vašem umetniškem ustvarjalnem procesu? Ja, jaz čipko, moje življenje je kar prepleteno s čipko. Mogoče sicer zadnja leta ali pa celo, bom rekla, desetletja bolj v smislu nekega organizacijskega dela, Združenje slovenskih klekljaric. Jaz sem v združenju nekaj časa bila urednica čipkarskega biltena, to je bilo glasilo Združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, v katerega so bile takrat včlanjene klekljarice iz celotne Slovenije. Kasneje sem bila tudi predsednica tega združenja. Preko združenja sem spoznala to mednarodno organizacijo za klekljano in šivano čipko OJTFA, ki povezuje čipkarske strokovnjake in ljubitelje čipkarstva iz celega sveta. Tam sem bila nekaj časa predstavnica Slovenije, ker v OJTFI so sicer individualni člani, ki se pa potem organizirajo na nacionalnem nivoju in imajo v upravnem odboru organizacije svojega predstavnika, enega ali 2, odvisno od števila članov. In kasneje sem bila tudi podpredsednica te organizacije in sem med drugim skrbela za organizacijo svetovnih čipkarskih kongresov. Recimo 2 smo do zdaj že gostili v Sloveniji, leta 2016 v Ljubljani, ki je bil izjemno velik in odmeven. Potem smo pa leta 2023 vskočili, kar se je takrat zgodilo, da je Nemčija odpovedala kongres, ki bi ga mogli organizirati, in smo slovenske klekljarice ponudile, da prevzamemo organizacijo kongresa ponovno v Sloveniji in da ne bi bil spet v Ljubljani. Smo se povezali z italijanskimi kleklaricami in v bistvu naredile čezmejni kongres v Novi Gorici in Gorici, ki je bil ravno tako zelo dobro obiskan in odmeven in se mi zdi, da je ponovno umestil Slovenijo v svetovni čipkarski zemljevid. Ja, pa zaradi prisotnosti 2 držav, ki imate tam stečišče, še ne globlji pomen združevanja, povezovanja, da tudi umetnost nima meja. Ja, mogoče bom rekla tudi v smislu te Evropske prestolnice kulture, in smo se na to malo naslonili. Sigurno je sodelovanje z Italijo steklo nekoliko lažje tudi zaradi tega, ker je bil ta projekt Je pa tudi zgodovinsko sta bile klekljanje v zahodni Sloveniji in klekljanje v Italiji povezane. Konec koncev je zahodni del Slovenije med 1. in 2. svetovno vojno bil del kraljevine Italije, tako da tudi zgodovinsko je bila čipka povezana preko meje. Ko vidite razpon čipk, kam vse gre čipka? Vas osupnejo vzorci, kaj vse lahko nastane, pa ima podton čipke? In način vozlanja, pletenja, izdelave čipke, koliko je teh mojstrskih veščin? Osnovne tehnike klekljanja so pravzaprav več ali manj zelo podobne po celem svetu. Razvijajo pa posamezne države, tudi posamezni čipkarski centri, neke svoje lokalne specifike, ki so vidne tako v načinu izdelave, se pravi v sami tehniki izdelave, kot v nekem likovnem izrazu. V samih vzorcih, motivih. Recimo med 1. in 2. svetovno vojno je v Ljubljani deloval Državni osrednji zavod za žensko domačo obrt,
ki je razvijal vzorce za klekljanje v sodelovanju z takrat priznanimi slovenskimi likovnimi umetniki. Če recimo omenim Maksima Gasparija, katerega razstava je trenutno v Etnografskem muzeju, on je bil eden od avtorjev, ki je risal vzorce za klekljanje, ki so jih v Državnem srednjem zavodu, jih je potem risarka vzorcev priredila, da so bili primerni za klekljanje in so jih potem izdelovali. Sodeloval je recimo z zavodom, je sodeloval tudi slikar in glasbenik Sasa Šantel, potem recimo arhitekt Domicijan Serajnik. So se v bistvu že takrat zavedali, kako pomembno je pravzaprav likovno znanje za neko dodano vrednost k čipki. A ne? Čipka je lahko dekorativen element, lahko je pa tudi način za likovno izražanje. A ne? In fino je, da je danes tega povezovanja čedalje več. Fino je, da se čipka vključuje tudi v druge, ne vem, bom rekla, likovne smeri. Če omenim na primer gospo Manco Ahlin, arhitektko, ki izdeluje čipke velikih dimenzij, s katerimi obogati prostore, dela pregradne stene, dela čipke, s katerimi so dekorirani zidovi. Skratka, dobiva čipka ene druge rabe, ene druge pomene in jaz nekako vidim prihodnost čipke. Seveda je treba, zmeraj je treba ohranjati tradicijo, zato ker to so pravzaprav korenine, a ne? Ampak iz teh korenin mora tudi kaj novega zrasti, zato da se pač stvari razvijajo. In čisto ob sklepu, zakaj pa vam pri srcu? Ja, včasih sem se spraševala, zakaj mene, glede na to, da sem Ljubljančanka, ta čipka tako nagovarja. Kaj je v njej? Mislim, ja, če bi bila recimo, ne vem, iz Idrije, Žirov, Železnikov, kjer otroci zrastejo s tem zavedanjem, kaj čipka je. In potem sem ugotovila, da ima tudi Ljubljana izjemno bogato zgodovino čipkarstva. Da je najstarejši pisni vir o čipkarstvu na Slovenskem govori o Ljubljani, ne o Idriji. Govori o tem, da so v Ljubljani izdelovali čipke in jih prodajali širom naokoli, kar pomeni, da so jih morali izdelovati v kar velikih količinah, da so jih lahko prodajali naokrog. V Ljubljani je bila ustanovljena tudi prva čipkarska šola, in to več kot 100 let pred Idrijsko. Res, da je delovala samo nekaj let, ampak bila je prva čipkarska šola v Sloveniji in bila je prva poklicna šola, na kateri so dekleta lahko dobile izobrazbo za poklic. Se pravi, prvi poklic, ki so ga ženske v Sloveniji lahko pridobile, je bilo čipkarica. Tako da ja, najbrž je tudi nekaj, bom rekla, tega. Je pa zame čipka nekaj zelo subtilnega, nekaj zelo nežnega. Se mi zdi, da me povezuje s to umetniško senzibilnostjo, s katero se pač nekateri pridemo z njo na svet in jo ohranjamo, gojimo. Včasih z njo mogoče malo težko živimo, ampak nam po drugi strani tudi lepša življenje, tako kot čipka. Ja, iskalci lepega, iskalci estetike, vse povsod. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Zakladi naše dediščine.